Lep pozdrav, torej, spoštovane gledalke in gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, še v mojem imenu in imenu Nenada Protege, ki je prišprintal iz našega študija, da bo pomagal seveda pri strokovnem komentarju današnjega prenosa. Danes ni samo jubilej 70 let velenjskega Rudarja, ustanovitve tega odličnega nogometnega kluba, ampak zanimivo tudi 100. medsebojna prvenstvena tekma. Hiter protinapad, pravzaprav vrže ven 3-4 Mariborčani, samo 2 Velenjčana in dvakrat je pravzaprav sreča bila, oziroma dobra postavitev Velenja. Radić je tule streljal lepo s petko. Ja, atraktivno. Sedaj udarec iz kota, v sredini spet Ivković, pa Zahović, Mešanović. Mešanović je imel tam priložnost, pa sedaj odlična obramba Radana. Še ena priložnost, Krecu mimo gola. Ne, obramba. Aja, so obranil je. Eden od branilcev. Mlakar, pa potem Dervišević in sedaj Klinar. Klinar priložnost in 1-0. Ja. Mlakar, vodstvo 1-0. Maribor je torej v 35. minuti prišel do vodstva, lahko rečemo kar klasična akcija Mariborčanov, hiter prenos žoge na desno stran, je bil vselej zelo nepredvidljiva ekipa, no sedaj priložnost Radića, ali je to priložnost za izenačenje, Radić strelja, to da je to nova priložnost proti napada. Na levi strani se vključuje Zahović, to je sedaj priložnost, Zahović v kanskem prostoru in dobra obramba Radana. Ja? Torej je bila fenomenalna poteza Mlakarja, res kakšen prodor. Ne, kar se tiče te, bom rekel, občutka za prazen prostor, za občutka priti v priložnost, mislim, da je tukaj Luka res vrhunski. Sedaj priložnost, Črnčić, strelja in gol! In to je nogomet, Andrej. 1-1, evo ga. Črnčić, ko ne daš, dobiš, 41. minuta, Leon Črnčić je izid izenačil na 1-1. Tisto odlična podaja Trifkovića. Spet je pokazal, kako dober pregled nad igro ima. Krecu, v sredini se odkriva Mlakar, tu je Zahović, priložnost in 2-1. Ja, ima tu dveh potezah. No. Zahović v 52. minuti. Mešanovićova spet žoga, kot smo v prvem polčasu videli že 3-krat. Ivković, gledam, kako se giba v kazenskem prostoru. Ivković strelja in gol. Dobro si ga videl, Andrej. Ampak zanimivo, da ga niso videli igralci velenjskega Rudarja. 59. minuta, 6. gol Ivkovića v državnem prvenstvu. Takoj si ga videl, kako je cik-cak kot kakšna kača stekel med igralci in zadev za 3-1. To pa je sedaj že če se malce težki trenutki. Da se je to končalo? Ja, mislim, da rabimo malo počitka. V celoti gledano ta polsezona ni bila najboljša, tako da se bomo poskušali spočiti pa pripraviti nas za naslednji del, ko moramo praviti malo dobro delo, da se izvlečemo iz tega. Ja, sigurno smo šli na zmago ali pa na točko, ampak nažalost se ni uresničilo. Sigurno bi želeli iti s kakšnim pozitivnim rezultatom na zaslužen, mislim, na ta počitek, ampak nažalost se to ni zgodilo. Pa sigurno, trener nas je palil cel teden, da moramo še to zadnjo tekmo odigrati tako, kot se spodobi. Je imel težko delo, je bilo težko z vaše strani? Pa jaz mislim, da ne, ampak vseeno boljše je opozarjati in da se na koncu izteče tako, kot pač hočeš. In kar se danes tudi zgodilo in mislim, da smo zasluženo zmagali in zasluženo smo prvaki tega dela.